čas je Janez Krstitelj slišal o Kristusovih delih in ga je po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, vprašal, ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega. Jezus jim je odgovoril in dejal, pojdite in sporočite Janezu, da slišite in vidite. Slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobovi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi vstajajo, ubogim se oznanja evangelij. In blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj. Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu. Kaj ste šli gledati v puščavo, trs, ki ga veter maje? Ali kaj ste šli gledati človeka mehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledati? Preroka? Da, povem vam več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je pisano, glej, svojega glasnika pošljem pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Resnično povem vam, med rojenimi od žena ni ostal večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega. Kristusov evangelij. Ko sta se Janez Krstnik in Jezus srečala pri reki Jordan, Janez ni dvomil. Vedel je, to je Mesija in ga je krstil. Še pred tem, kot smo slišali v evangeliju prejšnjo nedeljo, da je napovedoval, prišel bo tisti, ki bo pospravil, počistil mlatišče. V današnjem evangeliju pa razočaran pošlje učence na Jezusa vprašajo, ali si ti tisti, ali naj čakamo drugega. Zakaj? Zakaj je Janez enkrat začel dvomiti? Kaj je pravzaprav šlo narobe, če je bil pri reki Jordan tako gotov in tako prepričan, da je to tisti, ki ga Judje že stoletja pričakujejo? Pa je ta njegov dvom pravzaprav povsem razumljiv. Namreč Janez je, tako kot drugi Judje, pričakoval Mesija, ki bo nastopil z močjo in z oblastjo, ki bo postavil in vzpostavil Božje kraljestvo, ki bo obvladoval vseh 12 judovskih rodov. Pričakovali so Mesija, ki bo napravil red, milom ali silom, človeka z avtoriteto. Jezus pa ni ravno tako. In zaradi tega je normalno, da je Janez v zaporu začel dvomiti in se vprašal, kaj pa, če tisti možakar tam pri reki Jordan sploh ni bil pravi Mesija. Ker eno je, kaj Jezus počne, drugo pa je, kaj naj bi Mesija v resnici počel in kako nastopil. In Jezus Janezove učence ni predpisoval, pač pa jih je nazaj poslal s kratkim odgovorom. Povejte Janezu, slepi vidijo, hromi hodijo, gobovi so očiščeni, mrtvi vstajajo. To je bil edini odgovor. Namreč Jezus je s temi besedami Janeza Krstnika spomnil na besede prerokov. Preroki v Svetem pismu niso nikoli napovedovali Mesija, ki bo silo, z močjo delal nek red in vzpostavljal Božje kraljestvo tu na zemlji, oziroma ne Božje kraljestvo, judovsko kraljestvo. Pač pa so napovedovali Mesija, ki bo nastopal ravno tako, kot je nastopil Jezus. Judje so skozi čas spremenili to podobo in so pričakovali generala, ki bo začel vstajati proti okupatorju. Zato Jezus tudi na drugem mestu v evangeliju pravi, stojim pred vrati in trkam. Trkam in čakam, da se mi vrata odprejo in na to bom vstopil.
Judje so pričakovali Mesija, ki bo vrata spantal, ki bo na silo vstopil. Jezus ne dela tako, ker ohranja človekovo osebno svobodo. Samo stoji, trka in čaka. Če odprem, v redu. Če ne odprem, imam vso svobodo, da se lahko tako odločim. Ampak kot Janez Krstnik se lahko tudi mi v današnjem evangeliju vprašamo, ali je Jezus tisti odrešenik, Mesija v mojem življenju. Ali je on moj odrešenik, ali pa imam različne oblike odrešenikov, ki jim zaupam, katerim verjamem in katerim sledim. To je vprašanje, ki si ga kristjani v tem adventnem času lahko upravičeno zastavimo. Površen človek bo dal na to vprašanje takoj odgovor. Ja, seveda, Jezus je moj odrešenik. Če pa res globoko pogledamo svoje srce, bo vprašanje, če je Jezus edini odrešenik v mojem življenju. Ampak to mora odgovoriti vsak od vas osebno, vključno z mano, se razume. Amen.